Lep pozdrav, tukaj Blaž. Govoril pa bom o enem svojem spoznanju, ki sem ga pač realiziral, glede miselnega vzorca, kjer me je v bistvu bilo strah, da bi naredil neko napako. V osnovi bil vzorec tak, da sem imel tremo pred nastopanjem, recimo. Ali pa tremo pred govorjenjem pred ljudmi, tremo pred tem, da bi se izpostavljal nekje, ne. To je moj zelo močen vzorec zdaj že celo življenje in ga pač postopoma odpravljam in še vedno dobim tremo kdaj pa tako, ne, nisem še popolnoma odpravil tega vzorca, ampak sem ga pa že zelo veliko odstranil, lahko tako rečem. In kar mi je pri tem zelo pomagalo, je recimo spoznanje, ne, ker pač, jaz sem šel ugotavljati, zakaj je zdaj mene sploh strah tega, ne. Zakaj imam tremo, česa me je strah, ne. Torej, ugotovil sem skozi pisanje, skozi samo iskreno pisanje, da me je v bistvu strah tega, da bi naredil neko napako, ne, kakršnokoli, da bi nekaj naredil, kar bi jaz ali pa kdorkoli drug dojel kot slabo, kot napačno, kot neustrezno, nekaj v tem stilu. Pardon. In potem bi se posledično jaz dojemal samega sebe kot manj vrednega, ne. Ne bi se več sprejemal, kot da sem v redu človek, ampak bi se začel gledati nase kot na nekega manj vrednega človeka, ki ga mora biti sram, ne. In v bistvu me je bilo tega strah, da bi nekaj naredil, ne vem kaj, zaradi česar bi se potem posledično počutil osramočeno, ne, ker bi nekdo izpostavil ali pa ker bi jaz mogoče sam presodil, da sem naredil neko napako, ne. No, in kar mi je pri tem pomagalo potem, je to, da sem enostavno si napisal korekcijo, kjer sem se zavezal temu, ne, da se sprejemam kot človek z veliko napakami, ne. Ker prej si tega sploh nisem upal priznati, ne. Jaz ne smem imeti nobene napake, ne, vedno moram se prikazati kot popoln človek, ne, ki razmišlja, ki zelo inteligentno govori in razmišlja in ki je zelo pameten in pač ki vse naredi točno tako, kot je treba, ne, ker vse drugo je sramotno in nesprejemljivo, ne. Ampak pač ravno zaradi tega sem imel ta strah, ne, pred napakami. Ampak zdaj sem pa enostavno sprejel, da sem jaz človek, ki ima veliko napak, ne, veliko nepravilnosti, ki ne govorim zmeraj logično in ne povem zmeraj, ne vem, nekaj zelo pametnega, ne, in se kdaj zmotim in povem kdaj kakšno popolno bedarijo, ne, in tako naprej. Ampak to je v redu, ne, ker vsi ljudje smo taki, noben ni popoln, ne, in zdaj v bistvu jemljem to tako, ne, da v bistvu sprejemam to, da mi, ne vem, nekdo izpostavi, da govorim neumnosti, ne, da nisem usklajen s temeljnim principom, ki je najboljši za vse, ne, da sem nekaj narobe naredil, ne, da nisem dosti dobro naredil in tako naprej, ne. In potem to vzamem kot priložnost za to, da poslušam nekoga, recimo, da preusmerim pozornost na to, kaj točno pa sem narobe naredil, ne, oziroma kaj bi lahko boljše naredil, in potem to uporabim kot priložnost za to, da se izboljšam, ne, da se izpopolnim in to je to. Tako da dejansko več napak, kot mi je izpostavljenih, ne, boljše je, zato ker imam tako več priložnosti, da jih popravim, da se izpopolnim, da se izboljšam, ne. Tako da, če imate tak podoben miselni vzorec, miselni konstrukt, ne, se pravi ta strah pred tremo, pred nastopanjem ali pa strah pred tem, da bi se osramotili ali karkoli podobnega, ne, strah pred ljudmi, recimo, podobnega, potem predlagam, da si s pomočjo samoodpuščanja in samokorekcije napišete, izpišete, ne, na podoben način, kot sem jaz zdaj razložil, in če boste to res naredili tako samoiskreno, bo sigurno pomagalo, ne, ker je meni tudi to pomagalo zelo pri odpravljanju tega mojega umskega vzorca samozatiranja skozi strah, ne, nepotreben strah. Okej, to je za ta vložnik vse in se vidimo naslednjič. Lep pozdrav.